Na razstavi lahko vidite računalnik Z23, tranzistorski računalnik. Vidite lahko velike mainframe IBM sisteme, delovne postaje IBM-ove, ki so bile zelo popularne. Zelo veliko hišnih računalnikov, celo serijo Sinclair izdelkov. No, potem pa seveda bodo, predvsem za mlajše, bodo zanimive primerjave velikosti trdih diskov, velikosti disket, potem procesorjev. No, za tiste, ki so iz nekje generacije 80-ih, bo zanimiva recimo igranje igric na Spektrumu ali pa na računalniku C84. Za ljubitelje jugoslovanske računalniške scene seveda računalniki iz Delta Triglav. Za kakšne druge pa morda tudi iMac-i, Next sistem, no in pa delujoči računalniki od 80-88 računalnika pa tja do Pentiuma. Ogromno enih eksponatov vidimo tukaj. Kako ste jih pridobili? No, eksponate nekaj hranimo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Nekaj smo jih dobili iz Tehniškega muzeja Slovenije, ki ima tudi zelo veliko zbirko. Nekaj iz Kiberpipinega računalniškega muzeja in pa nekaj so posodile oziroma tudi darovale delovne organizacije oziroma podjetja in pa nekateri posamezniki iz njihovih zasebnih zbirk. Zdaj tukaj je tudi nekaj precej redkih kosov, kot ste omenili, ki imajo verjetno tudi kar visoko zbirateljsko vrednost. Ja, zdaj sam trg starin oziroma starih računalnikov verjetno bi nekateri dosegli kar lepo številko. Čeprav moram reči, da jaz s tem nisem nikoli kaj dosti poglabljal. Sem pa zasledil, da so prvega Maca oziroma Mac 1 pred nekaj leti prodali na dražbi za, mislim, da je okrog $230,000. Pravno kar dobro ceno. Zdaj razstava bo odprta do februarja prihodnje leto. Boste kaj dodali? Verjetno bo že kaj novega do takrat. Ja, seveda. Na razstavo bomo dodali še nekaj eksponatov. Obiskovalci razstave so bili navabljeni, da na post-ite, ki so po razstavi, napišejo svoje pripombe, da nas opozorijo na napake. Če bomo dobili še kakšen zanimiv eksponat, ga bomo na razstavo seveda uvrstili. Tako da je to v bistvu rastoča razstava. Učeča se razstava na podlagi tega, kar nam obiskovalci povejo, ker nam je tudi eden cilj muzejev, da se muzejske vsebine nastajajo skupaj z obiskovalci, se pravi tistim, ki so te vsebine namenjeni.